sanje. Ali ljudje imamo ponovadi prenizke ali pa visoke sanje? Definitivno prenizke, se strinjam z vami. Glejte, tako, ne vem samo dam eno ponazoritev. Kakšne šanse v življenju bi dali osebi, ki se je rodila najstniški mamici v revnem črnskem getu, hitro jo je dala posvojitev in očim pri 9 letih začel spolno zlorabljati. Pri 14 letih je rodila sinčka, ki je umrl takoj po porodu. Kakšne šanse bi dali v življenju? Bolj revne, ne? Kdo je to? Oprah Winfrey, ne? Ena od najbolj izjemnih osebnosti tega sveta. Ampak da se poprašamo, kaj bi večina ljudi naredila s takšno življenjsko zgodbo do 14. leta? Kaj? Sama sebi bi se smidla, pa se ustrelila v glavo ali pa vladne droge, ne? Je res? Ja. Ampak ona je pa isto situacijo izkoristila zato, da je nekaj naredila v življenju. Okay? In tukaj pridemo do ene stvari, ki se meni zdi izjemno pomembna, da jo razumemo v življenju. Pa zdaj pustimo te finance primerov za par sekund. Gre za princip interpretacije. Ljudje imamo, ker nam vse drugo vzamejo, imamo eno neverjetno zmožnost in sposobnost, da si lahko interpretiramo stvari na svoj način. Vsakdo izmed nas ima možnost, da si isto informacijo interpretira takole ali pa takole. Ne vem, namen primer. A može kdo pozna Viktorja Frankla? Dajte si prebrati njegovo knjigo Man's Search for Meaning, v iskanju smisla. On je bil v koncentracijskih taboriščih med drugo svetovno vojno. In meni je bilo ta njegova zgodba fascinantna. Bil je zelo šibek, zelo bolehen, ampak on je preživel. V primerjavi z marsikom, ki je imel v iste situacije, v istem taborišču, ki je bil bistveno močnejši, bistveno bolj zdrav, je on preživel. Zakaj? Zato, ker razlaga v svoji knjigi, da on je imel eno zmožnost interpretacije dogodkov, ki je bila drugačna od večine drugih ljudi. In kaj je ta interpretacija bila? Ko so njega lopili z lopato po hrbtu, pa je bil tam na tistem ledu na tleh si on mislil, wow, kakšna zgodba, ki bom lahko povedal po vojni. Kakšna zgodba. A razumete? To je bila njegova interpretacija. Ker on je imel takrat poslanstvo, in se je takrat ustvaril poslanstvo, da bo on lahko, da bo on s to svojo zgodbo po vojni poskrbel, da se kaj takšnega ne bo več dogajalo. Da bo on tisti glasnik, da bo on tisti, ki bo pomagal spremeniti svet. In je imel poslanstvo. In zato je imel tudi sposobnost interpretacije, da je drugače interpretiral te informacije. Zdaj pa vprašajte sami. Zakaj vas tako zmoti, ko oni pripelje pred vami na cesti? Pa so tako ven vsi iz sebe. Zakaj takrat, ko ti nekaj malo ne uspe, pa si tako pobit? On je pa tam, ko se v taborišču ležal v ledu, pa se je mislil, wow. A razumete? Kaj hoče povedati? Ljudje smo zelo zanimiva bitja. In marsikdaj se sploh ne zavedamo, kaj imamo. Živimo v nekaj čudoviti državci, ne? Imamo vse na voljo, kaj hočemo, pa na koncu še smo slabe volje. Why? Zakaj? Zakaj ne bi pa nekaj več naredili, ne? Zakaj se ne bi interpretirali stvari po svoje? In zato menim, da večina ljudi ima prenizke sanje. Moje sanje, tisti moj cilj zdaj, trenutno, kaj imam, je, da bom sam predaval ob Tony Robbinsu, da bom sam predaval na istih odrih, kot je Brian Tracy, Andy Harrington in tako naprej. Se zdaj pač kočam gor v Londonu, zato da bom pa to dosegel. In to je za me že realnost. To za me ni vprašanje, a bo ali ne bo. To je za me že realnost. Jaz že vem, da tam bom. Pa ja, bom pač prvi, ne, ko bo iz ene majhne države počel. Kaj bi razmišljali na majhno, ne, če lahko na veliko, ne? Donald Trump je rekel tako, ne, zakaj bi razmišljal na majhno, če lahko na veliko? Razmišljal boš isto. Isto časa boš šel za razmišljanje. Točno isto časa boš šel.
Zakaj bi majhno, zakaj ne bi ne veliko, razumete? In sam zelo trdno verjamem, da ljudje imamo neverjetne sposobnosti, neverjetne potencijale, da lahko res dosežemo nekaj priložno. Moj velik mentor v življenju Brian Tracy, on je bil na začetku, kar je totalno na dnu. Brez posel, brez denarja, brez doma. Živel je v avtu. Čez 10 let je bil multimilionar. In takšnih zgodb je na milijon po celem svetu. Why not? Zakaj ne? Zdaj vam dam 2 minutki, da si napišete, kaj so vaše sanje. Pa tudi, če so neverjetne, dajte si jih napisati. Dajte si napisati, kaj si želite doseči na vse 30 letih. Moja največja vrednost, ki sem jo jaz dobil na vseh teh seminarjih v tujini in plačujem na 10.000 evrov, je bila ta, da so mi dali čas, da ravno to razmislim. Čas, ki si ga drugače ne vzamem. Da sem si lahko vzel tistih 10 minut, pol ure, 1 uro, 2 uri, 2 dni, da sem se fokusiral na svojo prihodnost. Zakaj? Zato, ker v življenju velja eno jasno pravilo. In to je, what you focus on expands. Tisto, na kar se fokusirate, se bo razširilo. Na kaj se zdaj fokusira večina Slovenije? Na krizo. Kako bom plačal položnice? Kako bom preživel? Če se fokusiraš na to, kako bom plačal položnice, kaj se bo razširilo? Položnice, ne? Če se pa fokusiraš na to, kako boš zmagal v življenju, se bo pa to razširilo. In to je tisto bistvo, da moramo razumeti, da dejansko je potrebno razumeti. What you focus on expands. To je everlasting pravilo, ki velja od prav zgodovine do danes in bo vedno to veljalo. Ker mi smo dejansko energijska bitja in privlačimo stvari, o katerih razmišljamo. Ok? 2 minutki, napišite si, kaj želite od življenja. 10 let.